Tisto, kar verjetno vse moške zanima, kako je bilo plesati z Maja Kevc? Pa bilo je zelo fino. Mi dva smo. Okay. Fak, če sem smejal, stari. Ne, gled ti bom rekel, če bom mene kam odlo. Mi dva z Majo se pač poznava že itak od prej in imava good energy, sva cool prijatla. Tako da je bilo res fino. Predvsem to, da smo imeli res plesne vaje, pa ko se je delala koreografija z Maticom Zadravcem, s koreografom, je ful pomembno, kakšna je energija med človekoma, ki pač delata skupaj. Tako da je bilo z Majo res fajn delati. Mislim, Tebe je bolj zanimalo, kao, če so bile tesne hlače. Ja, verjamem, da niso bile. Ampak njen kolega ima tu trgovino v Mariboru in sem zanč videl, da se prav to vrti skozi. Sem šel danes mim. Ja, še danes mim. Je bilo ful smešno videti, da je nekih 5 ljudi stalo spred in gledal. Jaz sem šel pa mim na kari juho v vietnamsko restauracijo. Sem tako, Ja, glih to, kaj si govoril, energija se mora v bistvu spostaviti že med vama, no, pozabil sem, da je koreograf sploh obstaja, ker nisem v teh vodah, ampak mora biti nekaj, ne, da lahko z nekom tak plešeš, ne moreš z vsakim. Itak, ja. Mislim, to sta verjetno vadila nekaj časa, ali nista? Pravzaprav jaz na začetku, ko so mi predstavili to idejo, da bi pel Citi je Boni, nisem hotel tega delati. Ker sem imel nekako je bilo moje stališče, da ne bi zdaj sam naredil pač enega coverja tega komada, ki bi bil sam neko posnemanje tega, kar je. Pa, ko so mi predlagali, če bi to naredil z Majo, sem bil pa tako ok, ker sem vedel, da bo nekaj drugačnega pa nekaj novega. Tako da mi je bilo že iz tega kreativnega vidika to zelo všeč. V bistvu sem pozabil, kaj sem me vprašal, stari. Prav zdaj sem se osredotočil vmes. Govoril sem in sem razmišljal o tem, jaz zdaj se pogovarjam z nekom na kameri in me nekdo tetovira. Ja, je bil mater. Ne, se lahko tu nadaljujemo. V bistvu je ful ideja na prvo žogo. Da gremo lanski zmagovalen komad posnetne. Sem z tega vsaka čast, ampak ste ga naredila res v nekaj tak, kar je wow, ok. Ja, hvala. Nekaj novega smo videli dejansko po televiziji, ne. Hvala, ja. Mislim, da je ekipa je res naredila svoj maksimum, od režiserja do koreografov, do kamermanov, lučkarjev. Vsi so naredili tisto, kar pač znajo najboljš. Mi dva zmajo isto. Tako da sem v bistvu jaz ful ponosen tudi na ta izdelek. No, si misliš, ko gre ljudi pa nekaj znanje za en tak posnetek, da ga lahko gledaš v izložbi pri eni trgovini. Ogromno, ja. Gre ogromno, ja. Viš, to je mogoče ravno to, ne? Ker ti ljudje so bili v koronskem času, ne rekel, da vsi, ker jih ne poznam, ampak vsi so bili vsaj malo omejeni, če ne skoraj 100% omejeni v svojem ustvarjanju. In pol je ferti korona, ne? In so si lahko privoščili in so naredili en boljši izdelek, ko bi ga mogoče v tistem trenutku, če se ta prekinitev onega življenja ne bi zgodila, ne? In bi šli oni kar naprej življenjem. Zagotovo mislim, lahko ti rečem, da smo mi, ko smo prišli nazaj po koroni z bendom, kar čist drugače sproščali te ventile na odru. Tisto poletje med kirim drugim pa tretjim ali kirimi valovi, ko je bilo odprt tisto 2 meseca, ne? Ja. Tisto je bila norija. Ne? Ja, Neč nam ni bilo jasen prav, zares, sej veš. Pri meni tudi je na odru. Tiskaj je bilo, da se mi v bistvu na predzadnjem nastopu, preden se je druga karantena zgodila, sta se v mene zaletela 2 policaja. In sem pol stand-up bit iz tega napisal in sem čakal 8 mesecev, da sem prišel z njim na oder, šalene. Sem pol je pa dansko pospešek dobilo vse, kaj znam jaz na odru za narediti, je dobilo pospešek, ker je bil pač, je bila ta kos neke pauze noter, ko sem lahko stvari ful lepo premislil, pa počasi šel. V bistvu vse izkušnje, ko so se nabrale, nisem, veš, ponovadi kar strelaš, ne, nastope, ne, material. Tu smo res imeli čase za en material, vse izkušnje dobiti v en material, ne v 7 različnih setov, ne. Tako da, za mene je bilo ful koristno, no. Pa tudi pri kolegah, mislim, ti opažaš pri kolegah, da so čist nekaj novega začeli delati? Absolutno, mislim, slovenski muzičari so vmes, zdaj bo to ratalo zelo očitno, ker se bo začel releasati ta material, ampak ustvarjali toliko enih novih stvari, pa nekih novih, bom rekel, neka nova energija se je vzpostavila pri vseh, vsi smo začeli malo nekako kukati v še druge sfere
Predvsem smo se ful podružili med sabo, ko se je začela zadeva mičken sproščati, tako da smo lahko bili fizično, kakor toliko blizu en drugmu. Smo se ful bolj povezali kot community, se mi zdi. Tako da ja, je zagotovo ta korona rodila, no, kar eno zanimiv nov val, no. Ja, se po črni smrti, no, po kugi je takoj prišla renesansa, ne, ker ni bilo tako hudo v koroni, ne, ko je bilo v črni smrti oziroma v kugi, ampak ja, je pa podobno, ne. Ko nekoga zapiraš, bo pač nekje eksplodiralo, nekje druge, ne. Kaj pa, čekaj, Štraso imate pa zdaj kratke, mislim, da v Narodnem domu, ne? Ta koncert nama je pa odpadel. A res? Ja, zaradi tega, ker Murphy končujejo svojo drugo plato. Aha. In je Gregi v Italiji na miksanju in je seveda zamešal datume, je gladko potrdil. Ja, to je koncert. Klasika njegova, ne poznam ga, sem mislim si. Ja, mislim, lej, pač Gregi je vrhunski model, ampak pač ima svoje momente zmede, kar mu ne morem zameriti, ker je ta kreativni del, sploh ko se končuje album, je res nek tak čuden pressure, res zanimiv pritisk in se zgodi, da pač malo. Pa vsi imamo monga nekaj kolega, ko vedno nekaj zajebe, vedno je ono, nekaj obljubijo, polni sem pač. Vsi ga imamo. Ga moraš imeti rad, zato ker pač, ja bi imel materne, ima druge kvalitete, ne. Kako pa bi izgledalo to, sami dve kitari? Midva so že imela te koncerte. Nisem imel, sorry. Ja, midva sva oddelala, to je ta koncept 1 na 1, ne, ki se je začel, to je pač City Teater dela to. In to imajo izvajalci, kot sta recimo Tomi pa Gušti delata to skupaj, pa ne vem, še par nekih različnih kombinacij, mislim, da bilo Tokac pa Hamo, pa tako. Ampak v bistvu je koncept samo to, da ima vsak svojo akustično kitaro in da se bolj kot ne v 1 uri pa pol pogovarjava med sabo o svojem življenju, o svojem delu, o svojem prijateljstvu in vmes igrava svoje komade od svojih bendov in to tako, da recimo jaz odpojem enega njegovega, on enega mojega, skupaj pojeva. V bistvu ful zanimiv in ful fajn koncert, ki je čist drugačen experience. No. V bistvu je malo taka predstavica, zajebancija totalno, mislim, res druženje še pač vsemi ostalimi, ki so v publiki, no, tako je zelo, bom rekel, predstavica. Čul sem že za ta koncept, nisem imel, da to vse isti koncept, no. Ja, zanimivo. Kaj pa ko špilaš od nekoga drugega komad, ne, ampak ne mislim toliko z bandom, kot v tem primeru, ko njegov komad špilaš, ne. Kako greš v njega, ne, ker vedno vsaj jaz to, kako špilam kitaro, ne, pač ok, en komad mi je cool, na internetu si ga dam dol, mislim, pogledam akorde in potem probaš zapeti, ampak čez čas opaziš, da neke svoje stvari začneš zadevati. Ja, itak. Kaj začutiš, na primer, v enem takem komadu, ko si rekel prej, tega bom, ker ti se odločiš verjetno, ker ga boš ti špilo, ne, od njega? Mislim, se večinoma vse igrava skupaj, ampak v enih imam jaz lead vokal, v drugih pa on. Ok. Ampak v bistvu je to ful dobro, zaradi tega, ker Štrasom sva isto kot prej, ko sva rekla, energija mora biti, Štrasom so zelo dobro prijatelja, ne, in se poznava, bom rekel, bolj v potankosti, ne. In je tudi meni zdaj že jasno, iz kje izvirajo njegovi komadi in njemu je jasno, iz kje izvirajo moji. In te neke, bom rekel, variacije, ki pridajo od vsakega od naju v nasproten komad, so se zgodile ful spontano in meni je tudi zelo všeč, ker vem, da so Štrasu všeč te zadevice, ki sem jih jaz upeljal in meni so zelo všeč te, ki jih je on. Tako da pač, ja, to je nekaj, kar ne greš predvidevati, mislim, ne moreš vnaprej predvideti. Ja, to pol sproti čez vajo, oziroma čez ta kreativni proces opažiš, kaj če bi tudi tek, ne. Škaj hudo je, ko poješ od nekoga drugega komada, se dostakrat zgodi, da pač, ker ti to ni naravno, ne, nisi čisto avtomatiziran, da na odru zajebeš, stari. Ja. Ampak zajebeš tako, da je pol na koncu tako, to sploh ni tako slabo. Ja, ker je, ja, mislim, pol ljudje sploh dojamejo, ali pa dojamejo kot improvizacijo, ali pa dojamejo, ko si se naprej odločil in načrtno to naredil, v resnici pa sam priješ do enega trenutka, ko že tako dobro zveniš in se ne prepozna to kot napako, ne. Tega je ful, ne. A veš, meni pa to recimo pri temu 1 na 1 mi je pa toliko všeč, ker je zadeva toliko zelo sproščena, že zastavljanje, ko prideva na oder, ta uvodni pozdrav, ki ga imava, postavlja setting, da je danes se bomo tukaj imeli fino,
vi ste isto pomembni, kot smo mi dva na odru, bomo zdaj skupaj naredili ta koncert, ne? Ja. In da tudi, če zajebeš tako, da je bad, ni bad. Ja. Je malo smeh. Ja, lažje si upravičiš to, ne? Ja. Se pravi, nekdo iz nekega orkestra, če mu pade tam neko glasbilo po tleh, ne, stari, to so plačali 40 €, malo poceni karta, sorry, Ja, to se ja, ti ja. ne sme narediti. Ja, Ne? Če pa priješ s tem odnosom, da okay, ne da vas ne spoštujemo, ampak dan smo na izi, Ja. je pa čist nekaj druge. Ja. Kaj me zanima, ne? Jaz sem sicer imel band, ampak nikoli nam ni ratalo tega narediti, ker nismo dansko full svojih komadov naredili. Ampak ti, ko se rečeš, jaz bi imel band, ne? Ti si bil dokaj mlad, ne? Ko si začel v bandih. 12. Ja. Pač neko muziko že prej poslušaš, ne vem koga. Jaz sem takrat pred 12 verjetno poslušal Oasise pa ne vem kaj. In pol ti je tako, hočeš nekako, mislim, vplivajo na tebe tvoji, kaj so vzorniki. Hvala. In pol ti nekako hočeš tek zveneti, ker to je tebi cool, če ne druga podzavestno. Ampak pomaš pa še 4 ljudi zraven, ne? Ali pa koliko jih pač imaš, ne? Po se pa ustvari en nov stil, ne? Po nekaj letih in pol lahko rečeš, evo, to pa je stil od Joker Out ali pa od Siddharta ali pa od Mi 2. Ne? Mi lahko opišeš, kak je to izgledalo pri vas? Tukaj je, v bistvu je točno tako, kot si rekel, pač na začetku vsak pride v band z zelo jasno vidnim to, kaj si poslušal, ne? Zelo se sliši, a si poslušal Green Day, a si poslušal Siddharto, ali pa pač recimo v primeru našega kitarista, ki je bil bolj jazzer pa metalc, ne? Ampak ja, pol se pač z leti se začne ustvarjati ta nek lasten, bom rekel, kako bi rekel, odtis, ki ga puščaš na muziki. Pri meni je pa tega, to se mi zdi zelo pomembno, da povem tudi, če kakšni pevci poslušajo pa to. Naš producent, Žarko Pak, ko sem jaz prvič prišel v studio, ko smo snemali Golo, mi je po 5 sekundah, ko sem začel peti, mi je ustavil komad in je rekel, a si ti ziher, da bi rad bil pevc? In jaz takrat prvič v lifeu, da mi je kdo, ki je jaz tako, ja, in bil tako, pa malo manj petja, pa malo več interpretacije, prosim. In okej. In mi je spustil naprej in sem začel peti in me je po 2 sekundah ugasnil. In tisti dan, pač to je trajalo, ne vem, 15 minut, da me je pač cancelil po 5 sekundah. Mi je rekel, prid ven, rekel, pej domov, to ni nič, ne. In jaz sem šel domov prvič v življenju, to je res taka orang šamarčina, čist nepričakovano, ne. In naslednji dan sem prišel v studio in bilo identično. Nič, stari. In sem šel domov in sem se zjokal, totalno. Ker sem res bil, pripravil me do tega, da sem videl, pa kako je meni kdorkoli do zdaj govoril, da znam peti, če jaz sploh ne znam peti, nimam pojma. In pa sem šel pod tuš in sem poslušal Odmev, ker mi je on rekel, daj povej mi pesem, ne mi je pet, pa posluši, kako odzvanjajo besede. Ne? In jaz sem pol pel in sem poslušal, kaj se dogaja in sem začutil, da se dejansko spreminjajo vibracije v tuš kabini, kar sem začel oblikovati. In pol recimo čez par dni sem šel v studio in sem odpel komad in me je pustil cel komad. In jaz sem bil stari, to je to, ne. In jaz pri meni sem rekel, a bilo dobro? Je rekel, bilo je totalno za nič, ampak zdaj vsaj veš, o čem poješ. Začel si, ne. Za tiste, ko ne vejo, Žare Pak je dansko en top producentov sploh v Sloveniji in tako on je inštitucija na tem področju, ne. Ja. Enkrat sem ga videl, pa ne vem, ali je govoril o, mislim, da je govoril o pevcu od Bigfoot Mame, ampak mislim, da je bilo v dokumentarcu iz Tabujev, mislim, da je neka taka fora. Ampak on je govoril o vokalistu in to, kaj vokalist je, ne, in pač v večini žanrov je to glavna stvar, ki jo band ima, ne. Sploh v pop žanrih, naprimer. V punk rocku niti ne, v punk rocku je sem, da je spevno hitro in to, naprimer, ne. V rapu, na drugi strani, je pa pač vokal vse, to ti prezentiraš, kaj sploh misliš povedati, ne skozi liriko, rime in ritem, ampak skozi barvo, pa vse drugo, kar gre iz vokala in to te je hotel očitno na grd način naučiti. Če se lahko zdaj pol navežem na te, ne, potem jaz sem res ogromen časa z njim preživel v studiu, tako, ne. To je, govorim, res ogromen časa, cele dneve in dneve v mesecih govorimo, ne. In potem na koncu sem ga vprašal, po nekem cajtu sem videl, fak, Žare, a si res mogel biti
tok grob, kaj je res, to je pač vmes so bile psihoze, ne, totalne. In je rekel, no, zdaj pa posluši. In mi je predvajal prvi take, ki sem ga naredil od gole takrat, in potem nek take, ki sem ga pač lih posnel. In rekel, zdaj poješ kot Bojan Cvetičan in prej si pel pa kot vsi pevci, ki si jih kadarkoli imel rad, pa si jih dal v neko čist brezvezno mešanico, neizrazno. Je rekel, ne, zdaj poješ kot nekdo, ki je nekdo. Finding your voice, ja. Ja. Jaz sem se to naučil sproti, glih s tem bitom, ko ste se dva policaja mene zaletela, sem se sproti naučil, brez da bi opazil. Ne. Jaz sem začel na odru zveneti, očitno tako jaz zvenim, ne. In pol je prišlo, smo ful nastopal in šlo ful dobro čez to poletje. Ne. In potem je bilo spet oktober, november dobenega nastopa in decembra sem začel nazaj nastopati, smo 5 nastopal, ne. Kar je ful malo. In prvi nastop je bil ful grozno. Ker še pogoji so bili slabi, ni bilo to. Drugi nastop, lahko sem videl, da deluje ta material, je cool, ampak ni še bilo to. In potem sem se pelal na tretji nastop in sem najdel nek podton, nekaj, ker v avto si ponavljam, by the way, ne. In sem ja, tu je, ok, to je ton, s katerim povem, to sem jaz očitno in sem šel gor na oder in sem vedel, kako moram začeti, kako moram glasilke nastaviti, pa je šlo, ne. In je to ful zanimivo, kako psihologija ljudi v publiki deluje, ker oni začutijo dejansko iskrenost, ne. Ja. Oni dejansko začutijo, kdaj si ti, ne da se mi danes, ne, kdaj si ti pa tole ni dovolj velik koncert za mene, ne. Iskrenost ful ljudje čutimo, ne, brez da bi vedeli. Ne moreš fejkati, zares ne moreš fejkati, ker je, v publiki je folk, ki te gleda čist, golega, ne. Ti sam sebi itak skozi misliš milijon in eno stvar v glavi, pa imaš ustvarjanje neke percepcije, veš tudi to, ne, ti ko si prvič parkrat to, ko si govoril, ti si samo sebi, ti nisi slišal, da to ni ta ton, ne. Oni pa stari slišali. Smo slišali, ja. Če tudi nezavedno. Ful mi je smešno, včasih mi kdo reče, ne vem, da si nekdo nečesa ne zasluži, ker je prevelik. Se pravi, naprimer, on sploh ni smešen, on je sam znan in zdaj se mu ljudje smejijo na silo. Mislim, oni mislijo, da ne, se mu moramo smejati, naprimer. Ker ne deluje tak. Ne. Smeh deluje kot da bi te nekdo po koleno udaril z kladivom. Ne, pač ne moreš drugega, ko narediti, ne. Refleks, ja. Refleks je, smeh je isto, kot da se resetiraš. Stari, ti si lahko proti, naprimer, Trumpu, ne, in če te ena šala ne smeji, pa je Trump pozitiv, ne, pro-Trump, se už smejal, ker pač ne moreš, ker izklopiš vse fertik, ja. In ko mi ljudje govorijo, ne, on pa ni smešen, ne, on je sam ful je znan, ker je bil na, ne vem ki, ne, v Big Brotherju, ne, stari, ne moreš, ne gre, ne moreš tega sfejkati. Ja, da se pol dark humor ne bi bil smešen, veš. Naprimer, ja. Komu je to, mislim, vse, veš, če smo realni, ne. Ja. Itak, da ti ni smešen, sam pač, kakšne stvari so res. Sam, spet je on ton pri Črnem humoru. Jaz sem že videl nastope, ki so bili, danes jih snemamo na dan žena, tako da mogoče, ne, ko je bil ko je pač, on je bil jezen na ženske totalno. Okay. Prvič je prišel na oder, pa rekel mi je, da mu je Al Bundy, moč si malo premlad za to. Vem. Iz, kak je žilo? Ja, pač tista serija, kaj je bilo Al Bundy. On je bil Uno Housewife. Love and Marriage. Married with Children. Kaj je imel Love and Marriage od Sinatre. Ginger ženo. Ja. Love and Marriage od Sinatre komat, ja. Ampak mislim, da je bilo Married with Children. On je rekel, da mu je on bil vzor. In potem priš gor in se je prav čutilo, da je sovražno govoril proti ženskam. Ni se zajebaval, ne? Ker ti čuješ slišiš, kaj je evil. V tem tonu ti čuješ ali sovraštvo, ali pa čuješ zajebancijo. To sem rekel, da se ne smejite, ali pa ne. Pa tudi pri bendih se mi zdi, da je tako, da oni pač niso dobri, oni ful slavo špilajo. Zakaj pol folk pleše? Ne, pa stari, veš kaj, tudi
ni bil kar en prelomni dogodek, ko je nekdo ratu znan. To je ful dolga pot. In to je pot od tistega, ko imaš enega pred sabo, ali pa dva, ali pa tri. In si mogel prvo njih prepričati, pa pol naslednjih 5, pa pol... Mislim, jaz ne padam sploh več na to foro. No. Ja. Mislim, jaz sem to odkrito povedal včasih za koga mislil, ne, da... Ne vem, Bon Jovi je tak primer, ne, ko si govorijo, so skozi isti komadi, ne. Je sam, zakaj pol folk pleše, ne? Pa ne tavžen folka na koncertu, ampak par 10,000, ne. Tak da, je pa ko si glih pot omenil, no, ful, čekaj, vi ste imeli prej že en band prej, ne? Ja, Apokalipsa. Kaj ste špilali? Ja, igrali smo coverje, svašta, Bigfoot Mama, Siddharta, Party Breakers, Alice Cooper. Ful boljše bi bilo, da bi... Apokalipsa. Ne, da bi metal špila, Apokalipsa. Ja, se je, čisto je tako ime, ja. Ja. Ampak to v bistvu zaradi komada od Siddharte Apokalipsa smo bili. Aha, okej. In po ste nekako šli na razni, po ste nov band naredili z novimi membriji, ampak 3 ste isti, ne? Dva sva zdaj isto, ja. V bistvu je zgodba taka, da basist Martin, ki je moj sosed, pa sva najboljša prijatelja, sva naredila band leta 2012, še z enim Lukatom, ki je igral kitaro, potem se nam je pridružil Matic na bobnih in smo igrali tako celo osnovno šolo, pa prva 2 letnika srednje. In potem se je zgodilo, da sem jaz šel enkrat na en koncert od enega benda, ki je imel svoj prvi koncert v življenju in sta bila kitarista ful huda. In jaz sem rekel, wow, stari, oni zvenijo boljš, ka mi pa imajo prvi koncert, mi pa že 3-4 leta se neki, razumeš, špilamo, pa ni to, ne. In eden od teh 2 kitaristov je bil Chris, ki je hodil itak z Martinom pa s Maticem Bobnarjem na osnovno šolo isto in on je začel igrati kitaro, ker je hotel biti v Apokalipsa bandu. Dejansko. In ta drugi je bil pa Jan in jaz sem potem po tem koncertu klical Martina in sem rekel, stari, mi rabimo te 2 modela v bandu, ne. To se mora zgoditi. In pol je bil to cel šokar, ker mi smo pa z Apokalipso, ne vem, bili smo že na Špil ligi, pa je prišlo 50 ljudi poslušati, pa dali smo en komad že na YouTube in to je izgledalo, da bo konc sveta, ne. Moji starši so bili tako, ne smete razbiti Apokalipse, to je the best, no. Oče od Martina je pa rekel, če mislite, da je to, dejta, ne. In smo. Kill your babies, ne. Ja. Tak je včasih, ja. Je pa ful fascinantna pot, ker mi, tisti band, ko smo imeli, smo bili pač kolegi, pa smo špilali, ne. Pa so bile neke take ambicije, da gremo malo med špila, ampak smo šli hitro na razen, sploh je bil tak, spet nismo znali nekako ful fajn špilati, hkrati pa, sploh jaz, da ne bo se to narobe zvenelo, kot da jaz govorim, da drugi niso. Ampak smo stali kolegi, ampak tiskaj sem noto reči, ful je nekih čudnih pritiskov, ker si vsak neki po svoje zamišlja ali pa svoje želi, ker imaš pač 5 ljudi skup, ne. Kaj sem jaz prišel na stand-up, je bilo tak, jaz se vse sam naredim. Rišem, pišem, nastopam, rihtam si nastope, vse sem sam, ok, to v moji glavi je to ful lažje, ne. Kaj je pri vas, res imate podobno usmeritev? Ali je nekdo, ki ima to usmeritev, pa se ostali bolj pridružijo, ali kako gre kreativni proces, oziroma ko pišete, kdo se odloči, kaj bo, ali so vsi, ali nekdo drug? Mislim, mi imamo predvsem v bandu zelo dobre pa zelo porihtane odnose med sabo. Smo se zelo hitro smo ugotovili, da bomo mogli pustiti svoj ego pred vrati, ko gremo v prostor za vaje ali pa na koncert ali pa kamorkoli. To je po mojem najtežje v neki kreativni stvari, ker pač vedno si misliš, jaz sem glavni, jaz tako vse znam, ne. Ampak smo zelo hitro videli, da to tako pač ne gre. In je pravzaprav pravilo tako, da ko pride neka ideja, se jo sproba in itak je tako, da zelo hitro se vidi, da ta ideja, če ni dobra, človek, ki jo je predlagal, reče, pozab. Sami to začutite, pač ni treba reči. Zelo hitro. Se kdaj gregate? Ja, to je cool, ne, ni. Vse, ampak bom rekel, da na srečo ne toliko pogosto.
Pa ni toliko, da se kregamo, kakor da pač je tisto klasično nestrinjanje o nečem. Pač diskusija je to. Ja, pač v bistvu je to res diskusija. No. In zares bom rekel, da imamo to srečo, da na koncu itak prinesemo komad producentu, ki je kao končan, pa reči, da je pol stvari za en drag, tako da je treba iti od začetka. Ja, tako je ponavadi, ja. Hvala Bogu, da je tako. Ja, itak. Ti nekdo pove, ne. Sem že videl tudi folk potopiti par jurjev v kakem albumu, ko je bil pol stari škoda, ne. Pač res, jaz ne vem, kako eni to, mislim, itak ti je to nekaj, kaj ti bo ostalo, če ti je cool ta muzika, ti je ta muzika cool, sam ene stvari pa ne vem, ali ni zdal dobenemo prej poslušati, ali kaj, ali ker daš cash producentu in greš. Ful je težko, ne, ker ko sem ti rekel, ko sem jaz mogel 8 mesecev čakati, ko sem napisal en beat, do tega sem šel na oder, to je grozno časa. Ne. V bistvu je tako izgleda, da če grem zdaj jutri na oder, se danes nekaj izmislim, pa grem sprovat, deluje, ok. Ne. Yep. Kak je to, preden releasaš, zdaj ne vem, releasate verjetno po singlih, ne, prvo in potem cel album, ne. Kak je pred releasom, ne? No, to je the best tema, sorry, da sem te zmotil zdaj. Ha? Ampak ta album, ne, naš prvi album je bil pravzaprav do neke mere recimo 70% končan, preden se je začela korona zares, ne. In pol je bil ta 4-mesečni čisti break, ne, ko se nismo šli v studio, nismo se videvali, ne. In po teh 4 mesecih, ko smo prišli v studio in smo kliknili predvajaj, smo bili tako čist hladni. Spogledali, jasno je bilo pač, spogledali smo se in smo bili tako stari, mi to lahko naredimo boljš, ne. In tako je tudi bilo. In potem smo pravzaprav na novo postavili drugo polovico albuma, ki še ni bila releasana, smo na novo postavili aranžmaje, na novo posneli vse. Takrat se nam je tudi Jure pridružil, no, Bobnar tale naš. Ampak lahko razložiš občutke, ko imaš komad že nared in je video spot že nared in zdaj bomo dali ven, ne? Zdaj, ok, to bo šlo na radio, to bo šlo na YouTube, to bilo kam gre. Mogoče strah bo to delovalo, ne bo to delovalo, daš komu poslušati in pol ugotavljaš, kaj bo. Meni osebno so največji kritiki starši, ker so res vedno popolnoma iskreni. In tudi veliko enih komadov, recimo Vem, da greš, je bil en naš komad, s katerim smo imeli ful problemov, ker sem ga jaz napisal v štartu kot zelo počasno balado in se je posnel in posnel se je tudi video spot in to tako orang projekt, pač 5-dnevni. In potem sem pač v studiu smo videli, da ne deluje. In jaz, ko sem ga domov nesel, sta bila moja dva tako ok. In to te čist prizadane. To je res, kada bi te en štihnil pač. Yeah. Ampak, mislim, tukaj je bilo recimo grozen to, da je bil spot zmontiran in ko smo prišli do tega, kaj je treba spremeniti, da ga je treba pospešiti, ne. Jaz sem malo spremenil tekst potem, ko sem jaz poslal to producentu, video producentu, Marku, ki pač hvala Bogu, da delamo z Markom, ki je naš redni videoproducent, ne, in delamo vse skupaj. Ker če bi to poslal nekomu, s katerim delaš prvič, bi me po mojem ubil. Ne. Seveda, vse na novo. Ne. Ja, jaz sem poslal Marku in je bil dejansko drug komad. On je zmontiral spot na čist neki drugega, ne, na drug vibe, na drug feeling. In smo bili že v bistvu zelo blizu tega, da bi se skenslil projekt in da bi se šlo na novo pač video spot snemati. Mi smo pa že ven vrgli stari une bannerje, release, vse, release date, ura, vse je zunaj stari. Ni pa komada, pa ni spota. In pol je Mark sprejel ta izziv in je šel rearanžirati videospot in je na koncu itak da ratal noro hudo. Tako da sem vesel, da je tukaj malo zaupal tudi nam, ne. Ampak ja, res, to so živčne vojne, totalno. Kar se tiče pa tega, vedno si malo živčen, kakšen bo odziv folka. Ja. Ker vse itak je najbolj važno na koncu, da je tebi všeč, ampak res si mečemo pesek v oči, pač to rilisamo ljudem, stari. Ja, mislim, delaš za sebe, ok, sem pač ne bi dal na YouTube, če te ne bi zanimalo. Ja, točno to, mislim, in ja.
je tisto prvo branje komentarjev, pa gledanje, koliko ljudi šerajo, pa kaj ti pišejo. Malo vplivno. Kaj je najbolj, kjer je pohvala, na primer, specifično na YouTube ali pa na bilo kjeri drugi platformi, ko ste neki dali gor, te je najbolj presenetila mogoče? Presenetila... Ali pa veš fascinirala karkoli, ne? Mislim, ker če te napiše full fajn komad, ti je fajn, ne? Sem pač, veš, to je to. Meni so ponovadi zelo všeč neke pohvale, ker ljudje napišejo, da recimo ponovadi malo, bom rekel, starejša garda, da so veseli nekega svežega vetra in da jim je to ful hudo, ne. To verjamem, ja. Ponovadi, a veš, take stvari so malo odstopajo, ne, in vidiš, da to, kar delaš, je bolj širokega spektra, kot bi si marsikdo mislil, ne. Sploh pri nas je ta, bom rekel, misconception, da delamo muziko za dekleta izpod 12 let, ne. Slaven Sadež. Ja. Oziroma fantastični pet. Vsi smo lepi, vsi smo mladi. Ker ko priješ na naš koncert, no, res vidiš ljudi vseh starosti, no. Da je mogoče tako na nekih splošnih špilih, rekel ne toliko, ampak kdor je bil recimo v Cvetličarni na koncertu, je lahko videl, da je bil spektr zelo velik, no, zelo širok. In to me zelo veseli. Res bila vaša publika, ne, ker je bil vaš koncert, ne? Ja. Ja. Starša sta tudi umetnika, tudi v čem? Ne, moja starša sta oba zdravnika, ampak je oče, bom rekel, bil ljubiteljski pevc. On je pel mehiške pesmi, ko je bil mlad. Kaj je tvoj foter Speedy? Po vrkih se ne, ni. Ampak ne, moj dedi je bil zelo dober pevc, moj praded je bil pa operni pevc. Tako da po očetovi strani imam to glasbo. No. Zakon. Ja. Ful me je zanimiva ta iskrenost. Ne? Jaz sem včasih tudi bil kdaj iskren do koga, pa sem rekel, to ni vreva, sorry, ne bom poslušal, ne bom gledal, ni mi cool. Ampak nisem vedel, kako govorim. Ne? Šele skozi neki časa, ko sem jaz pri sebi ugotavljal, to mi to ni cool, kar sem naredil, ne? Se učil, sem pa lahko nekomu svetoval, naprimer, ne vem, ni dovolj energije noter, naprimer, ti ne čutiš tega, te pojme sem se šele pol razložil samemu sebi, kaj pri drugih čutim ali pa vidim, ne? Tako da mi je ful zanimivo, mislim, da nista ful v tem, ampak razumeta, pa ti poveta, kaj je narobe. V bistvu, ja, ona dva me poznata in se mi zdi, je tako. Ona dva mene prebereta itak, da v momentu in jaz že kad kliknem un play, po mojem vidi, da se meni skrije oči na polno, ali tudi jaz malo dvomim. To je točno to, kar je bilo, ne. Ljudje vidijo, a ti dvomiš v to, kar kažeš, ne. Ja. Moraš se malo spremeniti v žival, pa čisto 100% zaupati, da pol stvari same sebe steče. Zanimivo. Še bolj, če se malo nazaj vrnem, še bolj zanimivo je to pri knjigah relisanja, ne? Ker tam je pa stari delaš par let in pol daš ven. In zdaj statistično gledano, toliko pa to knjig ne rata. Ne? Zdaj, kako bi rekel, ali se zavedaš svojih limitacij, ko nekaj relisaš, ampak si misliš, ok, to mogoče ni najboljša knjiga, najboljši stand-up special, najboljši album, ampak z marketingom, vala se už vseeno potrudil, da boš malo gor pušnil. Sem tudi moraš vedeti, da statistika govori, da eni pa zajebejo marketing, pa gre malo bolj dol. Tako da od vseh knjig, naprimer, če ostanejo pri tem primeru, so ene, ko so full cool, sam pač niso znane. Ne? Itak. In zdaj tu je še večji pritisk, ok, relisari smo. A veš, da o relisanju knjig nisem pa nikoli razmišljal? Jaz tudi ne, dok mi ni on komik danes, kot Tom Papa, mislim meni, na menem podcastu razlagal, da je naredil knjigo, pa da zdaj ne ve, kaj naj dela, ker je tak, vsak dan sem si vzel 2 uri, sem pisal, sem popravljal, sem edito. Pardon. Ja. Sem delal na tem in zdaj sem dal to ven. Ok. Šta sad, ne? Kaj ne zdaj delam, ne? Stand-up specialih je malo drugače, tudi o njih je že veliko posnema, ampak tam imaš ti celo predstavo, ki greš z njo po klubih, po teatrih, po celi Ameriki, mogoče še v Evropi, če se dovolj znan. Pol veš, da deluje, ne? Zdaj ljudje so se že smejali, to je to,
Vse, kar to je na Netflixu ali kjerkoli druge, reklama za tebe, da vsi ostali vidijo, da bojo po naslednjič mogoče prišli. To je samo sladkiš, to je stari, ti si že milijonar, ne? To je vse skupaj brez veze, ne? Če tako gledaš. Ne bi rabo. Ne? Obstajajo komiki, dansko, ko sem šel prvič na stand-up, je v Ljubljani organiziral Tin Vodopivec in je mislim, da Ian Malcolm. Ful smešni tip je bil že takrat, ne? Vem, da sem videl pidžamo, bučana pa vodopivca v začetni fazi, mislim, najgli začetni fazi, open microsi, ampak tak. In sem tega človeka videl, se zadnjič z vodopivcem enim, pa pravim, kaj je bil že on, ne, kaj on dela, kaj on je poniknil. Rekel, ne, on dela iste stvari. On gre 3 do 4 leta ima razlike, pa mogoče gre kam ven iz Anglije, drugače pa pač po Angliji. Greš v Manchester, greš v Liverpool, greš v Birmingham, greš v 60 londonskih klubov, ali pa če jih je, ti imaš full casha, ne? Itak. Doben ne ve za tebe, nimaš tega relisa, mislim tega presherja relisa in je to, kaj delaš, ne? Ko daš pa knjigo, ven, ne? Pa če ne moreš imeti knjige doma, pa jo pokazati vsem na family reunionu ali pa neki, ali pa ko greš se s sošolcami iz osnovne šole biti na vsako eno knjigo, ne? Ja. Povejte mi, če je cool, ja, ful je cool. Tega, to še mora biti še bolj čudno, no. Občudujem, ja, že pri albumih občudujem ljudi, ko to devajo ven, ker sem tako, wow, ne. Ne vem, kak bi jaz tak pritisk zdržal. Kaj, ne vem. Ja. Ja, kolegi, alo stari, ne? Ko si prej rekel svež veter, pa to, ne? Oni so, s Tinetom smo bila celo sošolca, s pevcem, s Bobnarjem smo sodelavca, poznamo se, no? In mi je bilo res te, ko so oni začeli to delati, pa ko prvič vem, da mi čist ful začetno verzijo od ne vem kam začel kazati, pa smo je tak, okej, vem, no. Poli je pa prišla prava verzija, pa smo je tak, tole je zdaj poknalo. Točno tisti občutek, ko rečejo ljudje, ne, svež veter. Tako da, pa so mi kar naenkrat ljudje začeli o njih govoriti. Prvo sem mislil skozi, kaj ti veš, da jaz jih poznam, pa mi zato govoriš o njih, ne. Pa sem vedno rekel, jaz jih poznam, reč, res, ko cool, ne. In ful hitro se je zgodil nek boom v Sloveniji, se mi zdi zaradi njih. Ja, alo stari so, itak so te fantje so delali muziko že ful časa, ne? Ja. In nabirali izkušnje odrske, vse prezenco so si naredili, ne? Oni so sami zase. In oni štekajo kot posamezniki tudi, kako se stoji na odru, kako se igra. In zdaj so pač uleteli v ta projekt, ki mi je očitno vsem res lepo padel, ne? In sem ful vesel, jaz sem bil isto na parih njihovih špilih in je vedno super. Pa ni že dolgo takega benda Blow, ki bi bil v nekem skatepunku ali pa vsaj v pop-punku, ker mi smo imeli za Blue ena generacija bila res velik band. Ja, sem kar nekaj časa nazaj. Ker nekaj časa največ toliko špila, čeprav tu pa tam še pa imaš špil to videl, no. Smo tudi mi že z njimi igrali. Pa je bilo v bistvu kar zanimivo, ker za Blue ena generacija je tisti band, ki za mene, ne, jaz sem 99-letnik in mi smo sfalili v bistvu v teh letih 15-16 smo falili ta vibe, mislim val daleč, ne. In je bila za Blue ena generacija kar nekako band, ki ni imel čisto obraza, smo pa vsi valjda poznali komade, ne. In pol, ko smo jih spoznali, pa to je kar smešen. Ja, zanimivo. Pa DDV je še bil tak band, ko je en čas ful prodiral, pa pol ful, še bolj mal, še trše so špilali, no. Moraš se dati enkrat, DDV ima komad, da je Miki Miška peder. Gre se v kapitalizmu. Miki Miška je peder. V panku je denar, pa je sveta badar. Ne mi Jurče nasmejavati, kle.